je ta gospod Ignác Marija Atemf najverjetneje naročil tistemu gospodiču Frančišku Karlu za svoj 50. rojstni dan. Kdo še ni zdar 50? Zdaj pa jaz lažem, Kdo še ni zdar 50, ne imate še možnost, ki pa se može zdar 50, to pač imamo kakve grane, imamo pa priložnost uživati v njej. No in danes so znamo seveda tudi naše znamenite postavke in postavci. Tukaj pri nas samo Adam Botorič, glavni gospod, ki je ustvaril prvo slovensko slovnico, zelo pomembno. Potem postavke krasne ženske, ker mogoče je ta gospodje so zelo radi potovali, oni so bili prvi turisti. In so šli seveda sami. In smo šli na te velike poti po Evropi in se jih ni bilo doma. Tako da tudi tukaj imamo še drago Atemf iz 19. stoletja, ona iz te družine Atemfove in imamo krasno zgodbo, da si tudi tukaj srečevala s svojim možem, bodočim grofom Antonom Aleksandrom Auerspergom, ki je bil prijatelj oziroma učenec od Franceta Prešerna, ki ga danes sledimo. Pa potem imamo Ano Špitnuder, Romih, slavno učiteljico iz Krškega iz začetka 20. stoletja, ki je imela to zelo slavnega moža, je bil tudi učitelj, pa hkrati je bil župan, tudi njega ni danes, In potem imamo drago Disciplino Hočevar, izjemno žensko, ki imamo v dveh variantah, mlajšo in starejšo, dveh obdobjih, ki je imela tudi moža Martina, ampak je bila kmalu vdova, tako da je ona mogoče tukaj že na tem obdobju. Potem pa Ana Maksimila Valvazor. Valvazor je žena, Slovenci zagotovo poznate Valvazorja, ne da. Tudi Hrvati bi ga mogli, ko piše, bilo veliko tudi v Hrvaškem. No, Valvazor je pa sploh potoval, njega pa sploh ni bil doma. Potem pa imamo, kako so se to postavljali, Josipina je na sredi mlajša, potem so pa naše dame iz dvora. Ker Ignác Marija Atemf je tako pomemben, da je bilo res direktno tudi povezave z dvorom in imamo našo gospo kraljico, Dunaja, pač ne povemo katera, ena izmed, imamo tudi princeso in ker smo prepričani, da so imeli tudi kakšne ministrice, imamo tudi ministrico, da je naša ministrica, ki nam vedno obljubi denar, a ne ministrica, in seveda imamo tudi pisarko. Pisarka je najpomembnejša, ona si bo vse zapisala, kaj smo danes naredili. In imamo še enega krasnega gospoda, v Brežicah je tako, imamo Pelikana, Slovenci veste, kdo je bil Josip Pelikan, eden najpomembnejših fotografov. Brežičani pa celo Posavje točno ve, kdo je bil Vinko Bavec. In mi danes vemo, kdo je Davor. Zato imamo Davor G. Pelikan. On je naš novi lik, ima tudi poseben fotoaparat, tako da bomo se tudi po zaključku tega dela vsi skupaj fotografirali. Grem pa je dol, ker mi najprej še to, da pozdravim kolege iz Gabrova, naši dragi kolegi iz Gabrova, iz muzeja Etar. Dobrodošli, evo, to so naši, tako, to prišli. Kaj nam je še? Da zapojemo za blico, da. Danes je državni praznik, imamo najlepšo himno, slovenski narodi, ostalo. Vsi skupaj, prav? Več glasno. Vsi pravilno. Živela si narodi, ki hrbeni dočaka dan, da hodim sonce vodi, previdi si ga pogledam. Daroja, prostor,
Lahko se zaploskamo. Hvala lepa. Hvala lepa. To je res nekaj izjemnega. Ste čutili, kako dvorana je res ustvarjena za petje, za glasbo, je ustvarjena za uživanje. Tako da bom zdaj ničkano povedala za tiste, ki niste velikokrat tukaj. Potem bomo pa še zapeli, ker sem našim kolegom iz Bolgarije obljubila eno pesem še. Ne veste katero, ampak eno tako, kaj zagotovo znate. Dobro, dvorana, se pravi Frančišek Karel Rep je bil Radovljičan. Lansko leto smo praznovali 350-letni dvorce. Mlada, 28 let stara, koliko je stara, 20 let. No, tako mlad, ki se je ustvaril že to veliko mojstrovino. Ko vstopite v dvorano, to je prvič. Nobeden? Vi. Super, nekaj malega. Krasno. Dobro, tisti, ki ste že večkrat gledali film, da boste zagotovo novega našli. Gospod Tale, ki se je dal podobiti kot antični filozof, on je v bistvu nekako prišel v naše kraje iz Goriške. Zdaj smo pa kje? Smo na Štajerskem? Smo zagotovo na Štajerskem. Super ste, po Posavju, to imamo zdaj tudi močno identiteto. No in on je prišel sem z eno očitno zelo pomembno nalogo, ker je skrbel za različne vidike delovanja vojne krajine. Ker veste, da vse do 1820 imamo mi te Osmane, Otomansko cesarstvo zelo blizu, 200 km recimo do Banja Luke, in to je bilo še vedno eno tako izjemno pomembno območje. In ko pridejo tujci pa vidijo to dvorano, se rečejo, kako pa to, da to imate. Ker to je tako, kot da stopite v Rimu, v kakšno dvorano, ali pa na Dunaju, ali pa niti v Gradcu nima take dvorane, točno take. Ker je 36 metrov dolga, 10 metrov široka in 8 metrov visoka. Tako da so takrat, ko so jo delali, so v bistvu iz 2 nadstropij naredili eno, zato imate tudi še stopnišče na to stran in drugo stran in tam naprej se potem lahko grebe v drugo nadstropje. No in Athens je tukaj kot en arhitekt s svojimi 3 sinovi. Vidite, recimo, tam je papežka zastava, ta najstarejši drži, ta zemljevid, oziroma to trdnjavo. In je dejansko tudi poskrbel potem, da je družina še danes, ta družina še danes obstaja. So v Gradcu, so v Avstriji, včasih tudi pridejo, imajo pa še vedno posestvo v Brežicah. A kdo ve, kaj imajo? En Christian Bom kupil, bom kar se sadil, prijatelje bom vabil, še sam ga bom pil. Sladkovice biti, ko me veseli, dokler bude biti svoje živeli, svoje živeli. Tam gori za gramo, and the
Josipina pa je tudi imela ravno tam, ne vemo, če točno na istem mestu, blizu ali pa na istem mestu, Menjaša sta bila, ja, pa 300. Ja, se je, ampak ena vrsta je bila na mojem. Niso bili dobro postavljeni. Še ni rešil. Odvetnik se je mogel vključiti. Ja, dobrodošli še v kleti. To tisti, ki ste bolj domači, veste, da je bila vinska klet Slovin, vino Brežice. In kar gledate okrog, v glavnem je ostalo, kar je ostalo od tistega, kar ni bilo dobro. Ampak 8. februarja pa mi nekaj spijemo, kar vemo, da je še dobro, ni odlično, ne? Ni to najboljše vino na tem svetu, je pa nekaj prav posebnega. In ker ste prišli danes, in ker je seveda Prešeren, ja, imamo dve stvari, ki so zelo pomembne. Zdaj ona dva še najmanj to stoji, tako da ne bom pozabila. Na tej strani je naša razstava z projekta Intervine, to je Interreg projekt Slovenija-Hrvaška, kjer skupaj z turistično zajednico Zagrebačke županije, gradom Velika Gorica, gradom Pušča in Pučkom učiliščom, pa pri nas ZPTM Brežice, pa Fakulteta za turizem, pa Posavski muzej, skušamo nekako vzpostaviti eno destinacijo, ki ima en temelj tudi na vinu, ne? Na vinarstvu, na vinogradništvu in tako naprej. Sej veste, vsi smo znali en hribček bom kupil, ne? Ker vemo, kako pomembno je pri nas to, pa ne da promoviramo alkoholizem, ne? Ampak seveda promoviramo vino kot hrano, ne? Oziroma vino kot sestavni del naše istovetnosti že dolgo, dolgo nazaj. No in tam imate razstavo, ki nakratko obrazloži, kdaj je bila vinska trta pri nas, kdaj se našli prve pečke, mislim, da je tle nekje pri Čatežu številnih someljejev, predvsem pa zelo velik podpornik Posavskega muzeja Brežice. In on včasih mi kaj pove, nikoli pa ne kritizira, ne? Ampak jaz pa itak ne poslušam, saj veste, ne poslušam. Ampak on je tako dobrosrčen, ne? Da bo pa kaj pokomentiral, ker pozna dobro, kaj odpiramo, ne? Ja. A boš kaj povedal, kaj odpiramo? Ja, odpiramo penino, Ja? ima peneče se vino, kako hočete povedati. V glavnem, ki je bolj delano na sistem, klasični sistem, šampanjski sistem. Nikoli ne rečemo šampanjc, ker tisti velja samo za Francoze. Ja. Mi pač imamo lepo besedo slovensko, penina. In to uporabljamo, kljub temu, da uradno ne, ampak ni važno. Taka vina so ponavadi tista z mehurčki in zato so prijetna. Tudi na videz, ko vidite mehurčke, ki izhajajo iz kozarca, je nekaj veselega. In seveda penina je tudi bolj sveža, tako da nas osveži, pa še zraven potem ti mehurčki nas malo malo zgečkajo, ne? V ustih, pozor, malo pozgečkajo v ustih in seveda nam da potem ta občutek veselja. Izvolite, pa tisti, ki dobi, pa vnese. Pravi pisem. Ja, stari zamaški in seveda Jaz sem imela za posluški, ne vem, kje je daš. Jaz sem nekaj dati. Njegovo ekscelenco, Krasimirja Božanova,
veleposlanika Republike Bolgarije v naši Republiki Sloveniji. Dobrodošli. In seveda dobrodošla tudi naša podžupanja Mojca Florjanič in predvsem tudi zelo dobrodošel naš kolega Jurica Savl, direktor, ravnatelj Muzeja Hrvatskog Zagorja in pa seveda vsi dragi naši kolegi iz Muzeja Eter v Gabrovu v Bolgariji. Teh vas je pa kar več in res dobrodošli. Danes je naš praznik slovenske kulture mednaroden. Zelo smo veseli, da gostimo dve državi, oziroma v tem trenutku dve, pridružila se bo še ena, in sicer seveda Bolgarijo in Hrvaško, ampak tukaj smo v prostoru, kjer že 2 dni gostuje muzej Eter in res smo veseli, da je temu tako. Zdaj pa boste vi najprej nekaj povedali, meni, ki ste prvi prav. Nove ciklonce može. To rekli v angleščini, tako bomo to v angleščini. Jaz bom pa, če kdo ne razume, bom prevajala nekako po najboljših močeh simultano. Je v redu tako? Ja, hvala lepa. The level of English knowledge here in Slovenia, I don't think there is anyone who knows. I would say it's much higher than all the neighboring countries, sorry, Croatia, and even I would say the level of Denmark and Sweden. Okay, thank you very much for that. Yeah. First of all, I'd really like to congratulate Slovenia for its cultural day. Slovenian culture really stands out in European cultural heritage. And Slovenian people should be really proud by looking back at what they live in, and it's an ongoing story. So, as ambassador of Bulgaria to Slovenia, I should say a few words about the cultural exchange between Bulgaria and Slovenia. So, a paradox is that the first half of 20th century, our people knew each other much better. There were many exchanges in many areas, while for obvious reasons the subsequent historical periods made, let's say, like a small iron curtain between Yugoslavia and Bulgaria. So, in the recent years, there is a revival of interest between both countries, and all projects like what we have now, for me, it's like a bit like a puzzle, piece of puzzle which will make the whole picture of knowledge, mutual knowledge between our countries. Which leads, I would say, to curiosity, more empathy between our people. So I would say also very interesting topic of the cultural exchange, the crafts. The crafts that are the way they are represented today. It's a way to be in the shoes of other people, to see their everyday life. To be closer to humanity, and just to remember that machines, although they are helping today, will not never replace us human beings. I mentioned empathy, and it's found that one of the definitions of empathy is to be able to look through the eyes of another person. Today, it's actually the digital technology that will help us being someone else, feeling like it. And thank you, Posavski Muzej, for an interest in that project, for the team from Etera. What they did, it's super impressive, and I hope that all who've been here enjoyed it. And again, congratulations to Slovenia and to our host. Thank you very much. Projekt, ki uporablja digitalno tehnologijo za ohranjanje in predstavitev tradicionalnih obrti, ki danes izginjajo, še posebej obrt, ki jo danes predstavljajo tukaj. S pomočjo 3D modelov in iz virtualnih okolij poustvarjajo delavnice, orodja in predmete, ki so jih izdelovali obrtniki v 18. in začetku 19. stoletja. Ti digitalni dvojčki pa ne nadomeščajo izvirnikov. Pomagajo nam razumeti, kako so obrti delovale, kako se je znanje prenašalo in kako spretnosti ter koliko časa je bilo potrebnega za izdelavo vsakega posameznega predmeta. Projekt daje starim obrtem novo obliko življenja, ne za steklom, temveč kot izkušnjo. Hvala vam na pozivu, prije svega, draga Alenka, hvala tebi što smo, mi u Hrvatskoj nemamo nacionalni praznik, kulturni praznik,
ali mi je drago da smo mogli, evo, ne ovako daleko doći do Brežice i biti dio vaše nacionalne proslave i vašeg lijepog današnjeg programa. Hvala vam na tome. Eto, rekla si, ovdje danas predstavljamo Muzej Staro selo Kumrovec. Kumrovec je tad već možda više od 30 godina surađuju, ali i muzej u Brežicama sa Muzejima Hrvatskog Zagorja na više projekata kroz proteklih nekoliko godina i možemo reći da je ovo zapravo dokaz da granice ne postoje, da su ono samo u našim glavama i da dedišćina, kultura i ljubezan nema granica. Hvala. Danes se že peljala po celi sobi s temi vijaročami, protim, da sedim, ne, pa tudi naša podžupanja bo to poskusila, ne, da boš. Ampak tako, si pa na koncu zato, ker boš pa odprla to naše mednarodno sodelovanje, pa te prosim, si da par besed. Angleščina v slovenščini. Po moje lahko v slovenščini. Ja, tako lahko po slovenščini. Ja, slovenski kulturni praznik, ne, bomo v slovenščini. Jaz bom zelo kratka, najprej bom pa zelo lepo pozdravila naše današnje goste, veleposlanika Bolgarije v Sloveniji, naše prijatelje goste iz Hrvaške, naše prijatelje goste iz drugih občin, ki jih tu vidim, in pa seveda naše drage občane. Kako pomemben je kulturni praznik za našo Slovenijo, mislim, da ne rabim posebej razlagati. To, kar znamo čuvati v Sloveniji, kar se kulture tiče, in kar še posebej znamo čuvati tudi pri nas v Brežicah, ne? Še posebej v tem našem gradu, kar se kulturne dediščine tiče, je neprecenljivo in občani Brežic in občina Brežice smo neizmerno hvaležni vsem ljudem, ki delajo na tem področju in ki čuvajo to našo kulturo in našo dediščino. Spomnimo se danes našega Prešerna, naše zgodovine, veselimo se tega današnjega dne in na koncu koncev veselimo se tudi tega, da se v takšnih dneh znamo srečati z našimi prijatelji, z našimi sodelavci in z našimi sosedi. Ta stavek, da meja je samo meja, naše srca so pa nekaj drugega in delajo še vedno skupaj in radostno delajo skupaj, je nam največje veselje. Hvala vsem, ker ste prišli v imenu občine Brežice.
Famiglia.